Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je tekma petega kroga v prvi MNZ Maribor. Nogometaši Jurovskega Dola gostijo zasedbo Malečnika. Domači nogometaši so zaenkrat na visokem 4. mestu z 9 osvojenimi točkami. Prvi porazi v sezoni pa so doživeli prav v prejšnjem krogu proti Miklavžu 6-0. Gostje iz Malečnika pa so trenutno na nižjih položajih in sicer na 11. mestu, a zagotovo ekipa Malečnika po svoji kvaliteti rangira više, predvsem preko svojih napak in zapravljenih priložnosti. So letos zapravili že nekaj točk, ki bi mu v tem primeru prišle še kako prav, a zagotovo so za današnji obračun polno motivirani, da dokažejo svojo kvaliteto. Jasno pa je, da je pred njimi vse prej kot enostavna naloga, kajti gostovanje v Jurovskem Dolu je zelo težko, oziroma domači nogometaši res pokažejo svoj pravi obraz in dajo svoj maksimum. Medtem že lahko vidimo pozdrav obeh kapetanov, sodniki tega obračuna. Glavni delilec pravice bo Damjan Novarlič, njegova pomočnika Nejc Gonza in Aljaž Holcman, delegat tekme pa je Gregor Gostenčnik. Dolžan sem vam še obe začetni postavi. Pri domačih v vratih Repa, v obrambi Brunček, Majer, Šnofl ter Škrlec, v zvezni vrsti Sagadin, Sattler ter Velna, v napadu pa Šnofl, Ploj ter Hager, trener domače zasedbe Bojan Zrnko. Pri gostih pa v vratih Anže Tršavec, v obrambi z leve proti desni Lah, Krajnc, Janžekovič ter Ulbin, v zvezni vrsti s 3 nogometaši, to so Staš Fanedl, Alen Fanedl ter Bračko, v napadu pa Dobaj, Korošec in Gorza, strateg gostujoče zasedbe je Damjan Janžekovič. Sredine igrišča bodo krenili oziroma gostujoči nogometaši, ki bodo ta obračun odigrali v svojih rezervnih dresih belo-črne kombinacije, na drugi strani pa domači v modro-rdeči športni kombinaciji. Ekipi sta zadnjo tekmo med seboj odigrali v lanski sezoni. V tretjem krogu je Malečnik s kar 9-1 povsem razbil, bi lahko rekli, Jurovski Dol. Že po prvem polčasu je bilo 4-1, v drugem delu pa so nogometaši Malečnika še dodatno stopili na plin in prišli do zares visoke zmage. Na tistem obračunu je blestel Blaž Dobaj, ki je dosegel 3 zadetke, a danes bo to zagotovo povsem drugačna tekma, saj so domači v dobri formi ter, kot že rečeno, zelo visoko kotirajo na igrišču oziroma na prvenstveni lestvici. Medtem prvi prekršek na tem obračunu, preoster je bil domač nogometaš, ki je na nepravilen način zaustavil Fanedla. Dobaj s podajo, kakšna priložnost za goste, zapravil je številko 7 Vito Gorza. Že v drugi minuti oziroma prvi minuti so gostje zapretili, v počasnem posnetku lahko vidimo to situacijo. Medtem domači poizkušajo s prvim organiziranim napadom. Sattler proti Hagerju, ta vrača Sattlerju. Sattler spodaja prostor, kjer se odkriva Ploj. Nekoliko prehitra podaja je bila to za domačega napadalca, tako da brez prave nevarnosti za vratarja Tršavca. Bračko na levo stran, kjer je Lah. Lah znova do Bračka. Bračko je lepo videl tekajočega Dobaja. Premočna podaja je bila to Korošca. Out za domače. No, za Malečnik vidimo, da v teh uvodnih minutah so gostje stopili nekoliko više.
Lah je iskal Korošca, prekršek napadalca gostov. Prosti strel bo pripadel domači ekipi, izvajalec Šnofl. Sagadin je lepo na levi strani videl, ko se je odkril Belna, to da slab sprejem slednjega. Gorza takoj prostor proti Korošcu. Ulbin. Domači so zastavili napad Malečnika, toda gosti so znova hitro prišli nazaj do posesti. Fanedl. Out na koncu za Jurovski Dol. Majer vrača do Repe. Repa spodal napad, Krajnc do žoge, nanj je pritisnil Ploj. Sagadin proti Majerju. Vnovično so domači nogometaši hitro zapravili žogo, Malečnik znova poskuša z organiziranim napadom, Fanedl vrača do Krajnca, ta na levo stran proti Lahu, ki ima nekaj prostora. Še vedno Lah. Out za Malečnik. Korošec ni uspel zaustaviti te podaje. Dol hiter Belna, vrača do Brunčka, Brunček proti Sagadinu. Lepo Sagadin. Rok Šnofl. S prenosom igre na desno stran, kjer je Hager. Dol hiter domači nogometaš, še vedno Hager. Sattler v samostojni akciji, Sattler strelja brez večje nevarnosti za vratarja gostov. Ostaja 0:0. Prostor je bil sedaj v skoku Belna. Gosti so med tem že izvedli prosti strel, nadaljujejo z igro. Znova posesti Lah. Dobaj. Atraktivni poskus Dobaja, neuspešno. Šnofl vse skupaj mirno razrešuje, vrača proti Majerju. Znova Šnofl. Sattler. Sattler je lepo videl tekajočega Belno. Dovolj hiter Belna. Belna s podajo na oddaljenejšo vratnico, žoga je preletela vse prisotne v kazenskem prostoru, tako da out za Malečnik. Belna je sprožil Tršavec z novim dobrim posredovanjem. Še enkrat v počasnem posnetku lahko vidimo ta poizkus domačih. Gorza je uspel žogo zadržati v igrišču, a vendarle ta na koncu do domačih. Sagadin, Fanedl takoj z visoko podal prostor proti Dobaju. Šnofl je prebral to namero Malečnika, hitro so znova domači vse skupaj razrešili. Sagadin, napaka Sagadina, Fanedl vrača do Janžekoviča, Krajnc.
Sattler je znova lepo videl utekajočega Belno, toda tokrat prehitra podaja domačega nogometaša. V uvodnih 4 krogih, kot že rečeno, so nogometaši Jurovskega Dola vpisali 9 točk, se pravi 3 zmage in 1 poraz, katerega so doživeli v prejšnjem krogu na gostovanju Miklavžu 6-0, predtem pa ugnali Roho 4-1, Duplek z 1-2 ter Pecov z 2-1. Na drugi strani Malečnik pri 4 točkah, se pravi 1 zmaga, 1 remi ter 2 poraza. Remi so vknjižili v uvodu v sezono na gostovanju Črni na Koroškem proti Peci, kjer je bilo 3-3, a treba izpostaviti, da so na tem gostovanju zapravili prednost 3 zadetkov. Gorza medtem lepo je videl utekajočega Korošca na mesto obramba domačih. Da zaključim prejšnjo misel, premagali so Radlje v drugem krogu z 2-1, nato pa 2 zaporedna poraza proti Miklavžu 4-3 ter Račam z 0-2. Korošec. Hager proti Sattlerju. Rok Šnofl v posesti. Rok Šnofl in Ulbin 1-1. Ulbin je tokrat vse skupaj mirno razrešil, na koncu pa storil napako pri oddaji žoge. Izjemna podaja sedaj v prostor na desni strani. Škrlec s podajo. Ulbin je izbil Alen van Edel, od njega uspešnejši Belna. Rok Šnofl, Hager. Izbija van Edel, Korošec vrača proti Lahu. Lah takoj z diagonalno podajo na desno stran, kjer je Gorza. Belna. Sagadin proti Hagerju, ta vrača do Davorina Šnofla, žoga že na desni strani, kjer je Škrlec. Sami stojite, gre malo više za gol pred igralce. Jeka! Ne moraš sam! Šnofl z lepo podajo prostor. Izjemna priložnost je bila to za domače, v kateri se je znašel Ploj, na koncu pa je Tršavec rešil svoje moštvo. Zelo hitro znajo domači odigrati, s temi podajami v prostor zaenkrat v težave spravljajo obrambo Malečnika. V počasnem posnetku lahko vidimo še enkrat to zares lepo priložnost domačega napadalca. Da proti bližnji vratnici, kjer je bil Sattler, na koncu še en kot. Hager lepo je našel Ploja, ki je ostal povsem sam, nekje na 11 metrih, na koncu pa z glavo za las zgrešil. Gostje so sedaj v 2 primerih imeli veliko sreče, da niso prejeli zadetka. V počasnem posnetku vidimo ta poizkus domačega napadalca. Še enkrat več pa je bila sreča na strani Malečnika. Lepo Janžekovič do Gorze. Gorza proti van Edlu. Še vedno van Edel. Veliko prostora ima na desni strani Gorza. Gorza s povratno podajo. Nesporazum med van Edlom in Dobajom. Po Sattler do Šnofla. Na koncu domači nogometaš v prepovedanem položaju. Bračko. Še vedno Bračko, lepo na desno stran do Gorze. Težave je imel Gorza s prejemom žoge. Vse skupaj z izbijanjem rešuje Repa.
Sagadin višji odskoka od Dobaja, lepo Hager sedaj znova proti Sagadinu, ta je videl tekajočega Roka Šnofla, pravočasno iz vrat Tršavec. Bračko proti Fanedlu, vrača do Bračka, Janžekovič z lepo podajo proti Ulbinu, ki se je vključil v napad, lepo sedaj Ulbin s podajo proti Korošcu, 0:1. Izjemna akcija gostov, strelec zadetka pa številko 15 Korošec in gostje so prišli do prednosti, domači so kakšno minuto, dve nazaj zapravili dve sijajni priložnosti, gostje pa so svojo drugo na tej tekmi izkoristili in tako kot prvi dosegli zadetek. Zares slepa akcija je bila to Malečnika, začel jo je Janžekovič s podajo proti Ulbinu, ta pa s podajo proti Korošcu. Gremo dalje, fante, ne veze, gremo dalje. Vas igra, to te dolge žoge. Ajmo, gremo dalje, ajde. Šnofl s podajo proti Ploju, lepo je Ploj sedaj sprejel. Krajnc na koncu na mestu, Bračko takoj z diagonalno podajo na levo stran, kjer se je vključil Dobaj, nekoliko prehitra podaja je bila to za slednjega. Zelo nevarni so gostje preko teh diagonalnih podaj v prostor. Belna. Davorin Šnofl proti Ploju, ta vrača do Sagadina. Izbil je Lah, out na koncu za domače, hitro ga je izvedel Hager proti Ploju. Škrlec vrača do Šnofla. Izbija Ulbin, Bračko, Fanedl, še vedno Fanedl, zapletel se Fanedl. Domači so prišli do žoge. Šnofl vrača do Brunčka, še vedno Brunček, znova proti Šnoflu. Sagadin, nanj je pritisnil Korošec, še vedno Sagadin, Ploj. Izbija Janžekovič, sedaj so domači pritisnili, stopili so više po tem prejetem zadetku. Jasno, iskali bodo izenačenje. Rok Šnofl s podajo v prostor proti Hagerju, nekoliko premočna, prehitra je bila. Tršavec takoj na kratko proti Janžekoviču. Krajnc na levo stran, kjer je Lah. Lah s podajo proti Korošcu. Uspešnejši Sagadin. Majer znova do Brunčka. Ta v zvezdno vrsto, kjer je Rok Šnofl. Bravo, brale! Bravo, brale! Vidio je pas! Ploj. Še vedno posesti Ploj. Ajde, Hadži, ajde! Janžekovič vrača do Tršavca. Belna višji od Ulbina. Gorza do Korošca, ta vrača do Fanedla. Brez prepovedanega položaja, Gorza lepo proti Dobaju, Dobaj strelja, 0:2. Še ena lepa akcija gostov in povišanje prednosti na 0:2. Lepo je Gorza sedaj zaposlil Dobaja in Malečnik je tako prišel do drugega zadetka
in do povišanja prednosti. Domači so sedaj zagotovo že kar v velikih težavah. V počasnem posnetku lahko še enkrat več vidimo to sjajno akcijo gostov, ki preko teh hitrih wingerjev bi lahko rekli v velike težave spravljajo obrambo domačih. Bliže, tu ne smije opuščati več pasa. Luka, ostani, Luka. Tak, ja. Bravo, Nil. Šnofl vrača proti Majerju. Višče, zadnja linija. Brunček lepo proti Sagadinu, ta vrača do Majerja. Dobaj je visoko pritisnil na Majerja in ga spravil v težave, ta je žogo zgolj poslal out, ki bo pripadel Malečniku. Izvajalec Ulbin do Gorze. Trševec pravočasno iz vrat, prav tako sta Lah in Krajnc dobro zapirala Belno. Bračko vrača proti Krajncu. Nanj je pritisnil Rok Šnofl, pravočasno je oddal žogo proti Dobaju, ki je ni najbolje sprejel, Davorin Šnofl. Lepo je videl na desni strani Roka Šnofla, a na koncu nekoliko prehitra podaja za slednjega, gol out za Trševca. Gorka gre. Nil, priješ po nove Gorki. Andro, vrnemo takoj, zapne 17. Ja, Ulba. Brane. Daš. Miha, idi ven. Fanedl je lepo žogo prepustil Gorzi, še vedno Gorza. Gorza v samostojni akciji, lepo je na desni strani našel Fanedla. Fanedl se je odločil za strel. Žoga na koncu čez vrata, brez večje nevarnosti za vratarja domačih. Šnofl lepo proti Sagadinu. Sattler, še vedno Sattler na levo stran, kjer je Brunček. Šnofl mirno vrača do Majerja. Bračko mirno do Fanedla, še vedno Fanedl prepušča proti Bračku, ta je znova lepo našel Fanedla. Prekršek je na koncu storil Sagadin. Lepa podaja proti Dobaju, Dobaj, vratnica, vendarle v prepovedanem položaju se je znašel Dobaj, izjemna podaja je bila to Fanedla v prostor. Rok Šnofl, uspešnejši Bračko, na koncu vendarle žoga do domačih, Hager. Hager znova na kratko proti Roku Šnoflu. Dobro je sedaj posredoval Staš Fanedl. Gorza, še vedno Gorza. Lepo na levo stran proti Lahu, ta zvojno podajo, iskal je Fanedla, vmešal se je Majer. Krajnc, Fanedl, ta mirno vrača do Bračka. Bračko v prostor proti Korošcu.
Dobro je tokrat posredoval Majer. Ulbin iz avta proti Korošcu. Korošec se odločil za strel brez nevarnosti za domačega vratarja, ta takoj na kratko na desno stran. Škrlec je iskal ploja, omešal se je lah. Ob istem terminu kot tale naša se je pričel obračun tudi v Marjeti, kjer domači gostijo Peco. Nogometaši iz Dravskega polja so zaenkrat na visokem drugem mestu. Če bodo želeli jasno ostati na teh visokih položajih, bodo morali takšne tekme proti vsaj na papirju nekoliko lažjim nasprotnikom zmagovati, a tudi Peca je letos že dokazala, da lahko preseneti in prihaja do točk. 22. septembra po 18. pa se bo igrala zadnja tekma tega 5. kroga, kjer v Rušah, kjer bo domače Pohorje gostilo Duplek. Duplečani letos še kot edini niso uspeli vknjižiti niti ene same točke. Pohorci na drugi strani pa igrajo na nek način po sistemu toplo-hladno, imajo 2 zmagi in 2 poraza, a vendarle bi na tem obračunu proti Dupleku morali zmagati, vse kar se tiče same kvalitete obeh ekip. Prosti strel med tem za Malečnik, izvajalec Jan Žekovič. Žekovič z visoko podajo, iskal je Gorzo, pravočasno v skoku Šnofl, Hager do Sattlerja. Sattler na desno stran. Pametno sedaj Dobaj priboril je avt svoje ekipi, hitro ga je sam tudi izvedel takoj do Korošca, še vedno Korošec, Bračko. Dober poizkus je bil to nogometaša Malečnika. Šnofl z diagonalno podajo, kjer je iskal Hagerja, na koncu Jan Žekovič mirno do Fanedla. Bračko lepo na kratko proti Ulbinu. Gorza, še vedno posesti Gorza, lepo je v zvezni vrsti našel Staša Fanedla, še vedno Fanedl v posesti. Fanedl s prenosom igre na desno stran, kjer je Alen Fanedl, a slednji se je znašel v prepovedanem položaju. Šnofl. Ploj, lepo ploj prostor. 1:1 sedaj Belna in znižanje rezultata. Prvi zadetek domačih na tem obračunu, strelec zadetka pa številko 44 Belna. Izjemna akcija bila sedaj to domačih in kar naenkrat so nogometaši Jurovskega Dola se vključili v boj za točke na tem obračunu. Zaspala je obramba gostov, kar so v taboru domačih izkoristili. V počasnem posnetku lahko še enkrat več vidimo tole akcijo domačih in na koncu miren zaključek Belne. Krajnc proti Anžekoviču, ta vrača do Tršavca. Gorza, Fanedl je iskal Korošca, brez prekrška nad gostujočim napadalcem. Znova pri žogi Belna. Belna in Lah 1:1, uspešnejši je bil Belna.
Škrlec je poizkušal s predložkom pred vrata na mestu Krajnc in kot za domače. Izvajalec kota znova Hager. Hager lepo kazenski prostor, kjer je bil najvišji v skoku Belna, a na koncu je žoga zgrešila, cilj ostaja 2-1 za Malečnik. Še enkrat lahko vidimo to situacijo pred vrati Malečnika. Ulbin je lepo videl tekajočega Gorzo. Žoga je medtem zapustila igrišče, out bo pripadel Jurovskemu Dolu. Ajde, na Davida. Pazi, čuvaj, ne zgubi. Žiga, no, stopi gol! Naša. Ma, Bruno. Maš. Sagadin, lepo Sagadin proti Hagerju, ta na kratko do Ploja. Ploj na desno stran, kjer je Škrlec. Je takoj pritisnil Lah, Škrlec v prostor do Belne, na mestu Krajnc. Znova Sagadin, na kratko do Sattlerja. Še vedno Sattler, zapletel se je vezi z domačega moštva, Bračko takoj je iskal Fanedla, vmešal se je Rok Šnofl, lepo na desno stran proti Škrlecu. Škrlec s podajo na oddaljenejšo vratnico, kjer se je odkrival Hagera, žoga je bila nekoliko prehitra, gola od Zatršavca. V počasnem posnetku lahko vidimo to podajo Škrleca. Gorza in Hager v dvoboju, Hager tokrat uspešnejši. Lagano. Pazi, takoj pazi, Saga. Pomagaj. Žoga. Pazi, malo zadaj. Iz avta za Malečnik bo metal Ulbin. Gremo ven. Fanedl je iskal Korošca. Lepo se je znašel Sattler, Hager takoj spodaj v prostor proti Roku Šnoflu, ki se je znašel v prepovedanem položaju. Še enkrat več lahko vidimo tole akcijo domačih v počasnem posnetku. Lah na kratko proti Bračku, Bračko znova vrača do Laha. Napaka Laha pri tej oddaji žoge. Majer na kratko do Davorina Šnofla. Sagadin. V tem drugem delu prvega polčasa je vidno, da je tempo tekme nekoliko upadel. Šnofl. Belna vrača do svojega vratarja, ta takoj na kratko proti Majerju. Hager in Ulbin v dvoboju, Ulbin na koncu je preprečil
Dober predložek domačemu nogometašu, Tršavec pa takoj spodajal napad proti Gorzi. Majer uspešnejši. Še vedno Majer, pametno se je omaknil Gorza, žoga na koncu do Fanedla. Fanedl s predložkom. Slabo izbijanje Škrleca, Dobaj na levi strani je imel povsem samega Staša Fanedla. Lepo se je znašel Sattler, iskal na levi strani Roka Šnofla, Janžekovič in Šnofl v dvoboju. Še vedno Janžekovič, out na koncu za domače nogometaše. Nogometaši Jurovskega Dola sedaj čutijo, da imajo svojo priložnost, da morda pridejo do izenačenja že v prvem polčasu. Rok Šnofl vrača proti Hagerju, ta na desno, kjer je Sagadin. Sagadin lepo proti Ploju, Ploj in Krajnc 1-1, še vedno v posesti Ploj. Tršavec na koncu z dobrim posredovanjem, Šnofl. Še vedno Šnofl, lepo proti Sagadinu. Sagadin se je nameščal. Oster štart med tem Belne nad gostujočim vratarjem. Jasno, ni bilo nobene prave namere za ta prekršek. Belna je kot prvi prejel rumen karton na tem obračunu. Bračko. Janžekovič do Fanedla, še vedno Fanedl. Kar dva nogometaša sta pritisnila na vezista gostov. Brez prekrška Fanedla. Ta takoj spodajal proti Korošcu. Majer uspešnejši od gostujočega napadalca. Hager in Lah v dvoboju. Davorin Šnofl. Sattler. Še vedno Sattler, ta lepo do Hagerja. Še vedno Hager s predložkom. Ploj strelja z glavo mimo gola. Nevarno je bilo znova pred vrati Tršavca. Nekdo je vedno sklopa tam. Nekdo je vedno sklopa, vredno. Ulbin. Šnofl na kratko proti Majerju. Res v tem drugem delu prvega polčasa, predvsem po zadetku priključka, so domači na nek način prevzeli pobudo nad srečanjem. Lepo Šnofl na desno stran, kjer je Škrlec dal prostor proti Ploju. Ploj močnejši od Krajnca, vrača znova proti Škrlecu. Sagadin se je vključil. Sagadin je lepo na levi strani videl Hagerja. Rok Šnofl, atraktiven poizkus domačega nogometaša. Lah. Beša, pri, beša! Kontakt je bil notri stiše, ne? Pa ni šlo čisto notri. Sagadin vrača proti Davorinu Šnoflu. Belna na desno stran, kjer je Škrlec. Škrlec s predložkom izbija Krajnc, na koncu še Ulbin. Bračko lepo na levo stran, kjer je Dobaj.
Še vedno Dobaj v posesti, znova proti Bračku. Bračko pa je spodajal prostor, želel zaposliti Gorzo, to da prehitra, premočna je bila ta podaja. Hager. Sattler spodajal prostor proti Ploju, slednji se je znašel v prepovedanem položaju. Krajnc na kratko proti Anžekoviču. Anžekovič je lepo našel Bračka. Bračko je videl tikajočega Gorzo, dovolj hiter bo Gorza. Gorza takoj s predložkom iskal je Korošca. Majer na mestu, lepo je našel Hagerja. Še vedno Hager proti Sattlerju. Sattler, še vedno Sattler. Lepo je lahko zaustavil prostor Sattlerja, odtekal je Ploj, Sagadin. Sagadin takoj na desno stran, kjer je Belna. Belna, nevarna podaja Belne pred vrata, nobenega izmed domačih nogometašev ni bilo tam, tako da gol out za Tršovca. Sagadin na mestu izbija Lah, iskal je Gorzo, na koncu pa žogo out pošilja Brunček. Iz avta bo metal Lah, Lah proti Gorzi. Nepravilno izvajanje avta. Šnofl znova proti Majerju, ta do Sattlerja. Ploj pravočasno na mestu Bračko, Fanedl je spodajal prostor, iskal Dobaja, prehitra podaja je bila to za slednjega, dobra ideja gostujočega vezista. Damjan, naslednja. Ja. Bliže, staš, bliže! Brale, brale! Hrbet! Lah, hrbet! Predložek pred vrata, težave za Laha, na koncu vse skupaj mirno razrešuje Trševec. Korošec je lepo odložil do Gorzeta, pa nenatančen pri oddaji žoge, prekršek Bračka nad Sagadinom. V časnem posnetku lahko vidimo še enkrat več ta prekršek. Zamenjava že pred koncem prvega polčasa, iz igre odhaja številko 15. Korošec v igro pa prihaja številko 8 Dejan Bešič. Zagotovo je razlog te zamenjave poškodba gostujočega napadalca, ki se je kot prvi na tem obračunu vpisal med strelce. Malečnik takrat popeljal vodstvo z 0:1, Hager medtem strelja nevaren poizkus, je bil to Hagerja. Še enkrat lahko vidimo ta strel z velike razdalje in žoga ni zadosti zgrešila cilja. Dobaj, še vedno Dobaj, izbija Davorin Šnofl.
Ulbin hitrejši od Belne. Ulbin visoko, brez prekrška sedaj domačih, na koncu pa je poizkus proti napada prekinil Staš van Edel, za kar je prejel rumen karton. Po časnem posnetku vidimo ta prekršek Staša van Edla. Zagotovo pameten prekršek, lahko rečemo, van Edla, kajti s tem je preprečil poizkus hitrega proti napada domačim. Veliko prostora se je na desni strani odpiralo Belni. Škrlec na kratko, Belna. Ulbin in Belna znova v dvoboju. Belna tokrat mirno do Sattlerja. Ta vrača proti Majerju. Znova Sattler. Sagadin, Ploj. Lepo Ploj proti Sattlerju, še vedno Sattler se je odločil za strel, žoga pa je zgrešila cilj oziroma brez nevarnosti za vratarja Tršovca. V časnem posnetku še enkrat več ta akcija domačinov. Vidi bliže sem. Veša plina Vitota. Van Edel najvišji v skoku. Žiga, čuvaj to malo. Prekršek domačinov, prosti strel za Malečnik. Bračko takoj na kratko proti Dobaju. Dobaj z velike razdalje, manjše težave je imel s tem strelom Repa. Na koncu vendarle uspel žogo ujeti in v posesti znova domačini, takoj na kratko proti Majerju. Rok Šnofl. Belna v bloku Staš van Edel, Dobaj. Še vedno pri žogi Dobaj, vrača do Ulbina, ta takoj do Bračka. Nanj je pritisnil Sagadin, storil prekršek. Bračko do Janžekoviča. Gorza, nesporazum med Gorzo in Alenom van Edlom. Glavni sodnik je medtem odpiskal konec tega prvega polčasa. Na odmor gosti odhajajo z minimalno prednostjo 1:2. Prvi zadetek na tekmi je dosegel Korošec za 0:1. Prednost je povišal Dobaj na 0:2. Domačine pa je v igro z zadetkom v drugem delu prvega polčasa vrnil Belna. Mislim, da lahko rečemo, da glede na prikazano zasluženo vodstvo Malečnika, a tudi domači so imeli še nekaj lepih priložnosti, preko katerih bi lahko prišli do zadetka in morda celo do izenačenja. Z moje strani je bilo to, kar se tiče prvega polčasa, vse. Hvala za vašo pozornost in naslišanje čez dobrih 10 minut.